V vasici Golek v bližini Trebnjega živi par, ki mir v srcu najde ob brenčanju čebel in stiku z naravo. Živita za tradicijo in nobenemu od njiju ni težko zavihati rokavov, ko gre za ohranjanje korenin prednikov. Valovita dolenjska pokrajina ima po svojih gričih posute zaklade in eden teh je tale več kot stoletje stara hiša, ki sta jo lastnika prenovila in odela v nove barve življenja. Miro in Jožica živijo v zelo prikupni hiški živita in to je bila domačija od nekoga od vaju, ne? Ja, to je bila domačija mojega starega ata in tukaj se je rodil moj oče, ki je bil tukaj najstarejši sin. In potem je on tudi, ko je bila hiša prazna, podedoval ta del z okolico in vinograd. Ko sta pa vidva tole prevzemala, je bilo kakšno stanje? Stanje je bilo razpadajoče, hiša je 20 let samevala, bolj kot ne propadala. Ko je moj oče umrl, je ta zapuščina pripadla meni in ta skrb za domačijo. Prej sta živela v čisto drugačnem okolju, potem sta se pa odločila za deželo in da obnavljata in da predvsem sama vse naredita, da staro razpadajočo hišo prenovita. Živela sva res v prijetnem okolju, tudi na Vrhniku v stanovanju. Zdaj pa kaj narediti s tem, ali podrt ali ne, potem sva se odločila, da zaradi finančnih stvari in zaradi svojega ljubiteljske dejavnosti, da to obnovim sam. In zato sem si tudi želel, da bi to hišo obnovil z lastnim delom, ne pa z nekimi strokovnjaki pa mojstri, ker ni za to bilo denarja. Kako je zdaj s tlorisom oziroma s posameznimi prostori? Kaj je ostalo, kaj je pa zdaj čisto drugače? Tukaj v tej hiši ni nič drugače. Ta osrednji prostor je bila vedno v starih kmečkih domačijah hiša. Prideš skozi vhodna vrata v vežo, naprej se šlo v kuhinjo, iz kuhinje v shrambo, v špajzo in na desno iz veže še v štibelc. In potem je bila še podstreha in v tej hiši je zraslo 9 otrok. Krušna peč je bila že takrat, je kaj prenovljena? Ja, krušno peč je bila na istem mestu, kot zdaj, s tem, da se je strop podiral, smo poskušali kaj obnoviti ali narediti drugo na istem mestu. Ogrodje pa velp, ki je najbolj pomemben za te krušne peči. In da ta peč, ki jo zakuriš, potem drži 2 dni toplota. Baje sta znana po gostoljubnosti, velikokrat gostita tudi prijatelje in Miro, vi imate posebne zadolžitve, ko gre za kuhinjo, ne? Ja, jaz imam glavne zadolžitve od ljubljenja krompirja pa do pečenja mesa. Tudi hišo ste olupili, ko ste jo obnavljali in prenavljali in je bilo treba marsikaj skorda od začetka, ne? Ja, fasada ali pa omet, ki je bil včasih, je začel odpadati. Zato smo mogli olupiti dejansko celo hišo, ker smo ugotovili, da je prva stran južna narejena iz lesa, zloženega kamna in zemlje. Zato so stene tudi 60 cm široke, je pa sam kamen zložen z to ilovnato zemljo, ki je klene v bistvu na pol ilovca, pol lapor. Postrgane zidove je lastnik utrdil z armirano fasadno mrežico in peščeno-apnenim ometom. Pročelje je nato prebarval z mineralno barvo v sončnem odtenku. Navdušijo pa tudi tale vhodna vrata, čudovita, umetelno izdelana. Od kod so? Ja, vhodna vrata smo pač najdli isto pri eni stari hiši na Vrhniki in so pa tudi stare ravno toliko, kot je hiša. Tudi inicialke so gor, ker je to Anton Krištof delal, tam so pa bile od Antona Krašovca iz Vrhnike. Da je letnica in to, kot da bi predstavili sem. Je pa tudi Kozolec ima svoja leta, ne? Je pred 5 leti je tudi on praznoval 100-letnico. 100-letnico je praznoval. Moj pradede ga je začel postavljati leta 1915 in potem je žalostno propadel kot kar nekaj kozolcev po Dolenjskem in smo se lotili obnove. Ob 100-letnici je dobil tudi svoje praznovanje, tako da je prišla vsa žlahta, bilo nas je čez 90 pod kozolcem. In pol je tukaj še veliko število drobnih, pa malo večjih prijateljev, živalskih, mislim, ciljem na čebele in na zajce.
Jaz sem že od malega ljubitelj živali, tako da sem tudi v društvu v Ivančni Gorici pri rejcih malih živali. Zraven imamo pa še, ker je žena pa čebelarka, bolj po srcu kot jaz, ampak ji pa pomagam pri čebelah tudi. Pa to čebelarstvo v družini, ne? Čebelarstvo, dedek je imel čebele in potem sta imela tudi dva moja strica čebele. Ta stric, ki je živel v isti vasi na sosednjem hribčku, je umrl in teh čebel ni želel nihče. Od mojih bratrancev pa sestrične v tej generaciji se nihče ne ukvarja s čebelami, tako da sem se odločila, da jih jaz vzamem, skrbim za njih in to je bila tudi neka moja mladostna želja, da se začnem ukvarjati s čebelami in tudi to mi je bilo dano. Evo. Eno čist posebno zgodbo pa pripoveduje kapelica na robu parcele oziroma ob cesti. Star ata, ki je bil zajet v nemški vojski in poslan v internacijo, je pisal dnevnik in v dnevniku je zapisal, da bo postavil kapelico v zahvalo, ko je prišel iz internacije domov, najprej začel graditi kapelico. Pomagajo še njegov brat in vsi otroci. Zakonca Gruden sta tudi folklornika, ki skupaj s folklorno skupino iz Velikega Gabra ohranjata stare dolenjske plese in običaje ter pristno dolenjsko nošo, ki je ročno izdelana iz volne in lanu. Vi, Jožica, baje imate tako zmenjeno, da sosedje že vedo, da ko bodo kaj podirali, ko bodo kaj ven metali, morajo najprej vprašati vas. Ja, in jaz vse poberem in najdem mesto za starine. Ker se mi zdi, da vsako pohištvo, vsak stol, vsaka miza, vsaka omara, ki jo dobim, pripoveduje svojo zgodbo o tej vasi in mojih prednikih. Ker dom je tisto, kar se ohranja in če to podremo, potem nimamo korenin. Tone Pavček je nekoč napisal, res, ko so podrli njegovo rojstno hišo. In vendar to sveto naj ne rani nikakršen dvom. Lahko ti vse drugo na svetu je vzeto, bogat si, če še imaš dom.